Prvih pol leta je bilo kar divjih, tako da moram reči, da je poslanska skupina Nove Slovenije kar obremenjenih. Mi moramo 4 poslanci upraviti ravno toliko dela kot tisti 26 ali pa 28 poslanci, ampak se ne damo. Jaz mislim, da se trudimo in dajemo vse od sebe, ker vemo, da imamo veliko odgovornost do vseh tistih, ki so nam decembra 2011 namenili svoj glas. Različni. Med nekaterimi poslanskimi skupinami so odnosi zelo dobre, med določenimi pa tudi nekoliko bolj zadržani. Predvsem je odvisno, kako se posamezni poslanci razumejo med sabo. Jaz moram reči, da poslanska skupina Nove Slovenije sodeluje z vsemi poslanskimi skupinami, tudi z opozicijskimi v redu, da izmenjujemo naša stališča in da se tudi pogovarjamo. Mi mislimo, da je to dobro, da se čim več pogovarjamo. Če kdo, potem je naša generacija tista, ki more dati neko zahvalo tistim generacijam, ki so leta 1991 dali svoje življenje za samostojno Slovenijo. Če tega ne bomo storili mi, potem tega ne bo storil nihče. Jaz mislim, da ob številnih obeležjih, ki jih imajo borci NOB-ja, je prišel čas, da tudi obeležja dobijo tisti, ki so se borili v vojni za Slovenijo. Slovenski bančni sistem je bolan, zato se ta vladna koalicija izrazito trudi, da bi ga ozdravila. Temeljni problem je kreditni krč, posledica kreditnega krča pa je, da banke ne kreditirajo slovenskih podjetij in ker tega ne počnejo, podjetja ne morejo izvajati projekte in s tem mi dnevno izgubljamo delovna mesta. Seveda pa to potem za sabo potegne en kup težav. Opravil se je podrobni pregled delovanja Nove Ljubljanske banke, ki je pokazal, da stvari so precej dramatične, vendar ne takšne, da jih mi sami ne bi znali razrešiti oziroma odpraviti. Zdaj, z dokapitalizacijo Nove Ljubljanske banke smo naredili en korak k reševanju bančnega sistema, seveda bojo potrebni še veliko drugih korakov. Temeljno vprašanje pa je predvsem tem, kako reševati in na kakšen način reševati naslednje naložbe, ki jih imajo banke in pa slabe terjatve. Zdaj, ko govorimo o slabih terjatvah, to pomeni to, da gre za dolgove, ki jih tisti, ki so dolžni, vračajo prepozno ali pa jih niti ne morejo vrniti. In zdaj sta tukaj dve konceptualni razliki. Eni zagovarjajo to, da je to problem bank in da naj banka ta problem naslednjih naložb in slabih terjatev razreši sama. Posledica tega pa bo, da se bojo banke same s sabo ukvarjale še dolga leta in da ne bojo ustrezno kreditirale slovenskega gospodarstva tudi v prihodnje, s čimer izgubimo vsi. Druga varianta pa je, da poskušamo bankam pomagati s ustanovitvijo tako imenovane slabe banke. Zdaj sliši se zelo tako, ampak takšen princip so ubrali v Nemčiji, gre pa za to, da se ustanovi neka agencija, ki od bank odkupi te slabe naložbe, to pomeni zasegle delnice, zasegle nepremičnine in jih z njimi seveda potem upravlja in jih v nekem kasnejšem obdobju proda po boljši ceni. Jaz mislim, da s tem pridobimo vsi, predvsem pridobijo banke, ker se očistijo in s tem se končno lahko spet posvetijo svoji vlogi in nenazadnje tudi država s tem dobi več, ker tudi zdaj so državne banke v veliki lasti države, kar pomeni, da če jih pustimo tako, na konec koncev izgubimo mi, izgubimo davkoplačevalci. Če pa ustanovimo slabo banko, pa lahko v kasnejšem obdobju vse poskušamo nekaj iztržiti iz teh zaseglih delnic, nepremičnin in podobnih stvari. Jaz se zavedam, da so bili varčevalni ukrepi oziroma zakon za uravnoteženje javnih financ za marsikoga neprijetni, da je bilo veliko ljudi nezadovoljnih. Ampak to je bilo enostavno, potrebno in nujno storiti. Če tega ne bi storili, potem bi neverjetneje konec leta javni uslužbenci, upokojenci in še kdo ostali brez prihodkov. In vsi nam zatrjujejo in tudi sami vemo, da sprejem tega zakona je bil prvi predpogoj za vse nadaljne ukrepe. Brez sprejema tega zakona mi neverjetneje ne bi mogli računati na kakršnokoli
gospodarsko rast in bi še naprej hodili v nekem začaranem krogu, iz katerega bi bila rešitev še veliko težja. To je ena stvar, se pravi, to je bilo nujno potrebno. Ali pa bo potrebno v prihodnosti še kaj dodatno zarezati, je pa vse odvisno od prihodnjega gospodarskega razvoja. Če bodo gospodarski kazalci v drugi polovici leta nekoliko boljši, kar bo pomenilo, da bomo v proračunu zbrali tudi več sredstev, potem nekih še bolj drastičnih ukrepov ne bo potrebno sprejeti. Vkolikor bi pa se kriza še dodatno zaostrila, potem pa nam žal ne uidejo še nekoliko ostrejši ukrepi. Dejstvo je, da drži trditev vlade, da tistim najšibkejšim državljanom njihovega socialnega statusa ne bomo poslabšali. Vsi upokojenci, ki imajo nižje pokojnine, kot je 625 evrov, se jim pokojnine ne bodo zmanjšale. Seveda pa vsi tisti, ki pa imajo višje pokojnine, bodo v določenem delu dobili manjši, rečemo temu, upokojenški regres. Za vse upokojnine, torej za izjemne pokojnine, borčevske pokojnine, za vse tiste pokojnine, ki pa se plačujejo iz državnega proračuna, pa so znižane. To je enostavno, po moji oceni, na nek način smiseln ukrep. Zakaj? Ker pri izjemnih pokojninah, pri teh pokojninah gre za nekoliko više pokojnine in to je edini način, da pravično zarežemo tudi med upokojenci. Če gledate zdajšnje podatke, boste videli, da so se upokojencem znižale pokojnine, predvsem tistim, ki imajo pokojnine večje kot 1000 evrov. Torej, tisti, ki se pritožujejo, jaz verjamem, da je težko sprejeti, da se ti pokojnina zniža za 200-300 evrov. Jaz verjamem, da je to neprijetno, ampak naj se pa te ljudje vprašajo, kako se bo počutiti tisti, ki danes prejemajo 400, 500 ali pa 550 evrov visoko pokojnino. Torej, obljubljali smo, da tisti, ki zaslužijo več, bodo mogli v času te krize tudi nositi nekoliko večje breme in to dejansko uresničujemo. Vnos zlatega fiskalnega pravila je predvsem izjemno pomemben zaradi sporočila zunanjim trgom, zaradi naše kredibilnosti v svetu. Če bi mi to pravilo vnesli v ustavo, bi se predvsem cena denarja v tujini za nas znižala. To je bistvena stvar. Zdaj, če tega ne bomo storili, potem bo najverjetneje denar v tujini za nas dražji in še ne bomo imeli tako močne zaveze, kot bi jo imeli z ustavo, da bomo porabili zgolj toliko, kot bomo ustvarili. Ta zaveza je predvsem pomembna za prihodnje rodove. Če mi ves čas trošimo več kot porabimo, potem slej ko prej enkrat pride proračun, ko bojo mogle generacije, ki bodo prišle za nam, te naše dolgove poravnati. Ko govorimo o izbrisanih, je potrebno vedeti naslednje. Leta 1991 sta bila sprejeta dva osamosvojitvena zakona. Eden je zakon o državljanstvu, en je pa zakon o tujcih. Zakon o državljanstvu je vsem državljanom nekdanje Jugoslavije ponujal slovensko državljanstvo. Kar 200 000 ljudi iz Republike nekdanje Jugoslavije se je odločili in sprejeli to državljanstvo. 25 000 ljudi se za to ni odločili. In teh 25 000 ljudi je imeli potem možnost, da se je uredil status tujca. Jaz razumem posameznike, če so prihajali iz Srbije, Hrvaške, Bosne, da niso želeli slovenskega državljanstva. Ne razumem pa jih, zakaj si niso želeli do 26. februarja 1992 urediti status tujca. To bi se lahko brez problema uredili in ne bi imeli nobenih težav. Zakaj tega niso storili? Obstajajo, po moji oceni, 3 razlogi. Da enostavno niso spoštovali, niso verjeli v Republiko Slovenijo in so mislili, da je s to Slovenijo nič ne bo. Da jih enostavno ni bilo v Sloveniji, ker so bili kje drugje, so se vrnili v svoje republike nazaj, ali pa so bili nepismeni, niso poznali te zakonodaje. In prav zato je pomemben, da zdaj naša vladna koalicija sprejme neko sistemsko zakonodajo, ki bo omogočala, da vsak primer posebej pogledamo, v čem je problem. Če je problem nepismenosti, če je problem nevednosti, nepoznavanja, potem jaz nimam problema, da se krivice popravijo za nazaj.
Če pa gre za kakšne druge razloge, imam pa jaz zelo velik problem. Ker zakaj bi nekdo danes dobil neke bonitete, celo državljanstvo, če pa v to Slovenijo pred 20 leti ni verjel. To pa imam problem. Zato verjamem, da imamo zdaj približno leto dni časa, da te stvari trezno premislimo in naredimo neko pametno rešitev. Poslanska skupina tega poroštva za 440 milijonov evrov ne bo podprla. Mi ocenjujemo, da gre za podobno zgodbo, kot je bila gradnja slovenskih avtocest in predorov, ker so se stvari dražile in zato ni nihče odgovarjal. Mi pravimo, da če je stvar toliko profitabilna, kot se govori, potem ne enostavno dobijo ta denar pri komercialnih bankah, za ta kredit pa zastavijo samo termoelektrarno in bomo videli, koliko bo še enako. Enkratno jaz poroko priporočam vsem koruznikom, dejansko se po poroki vse spremeni na bolje. Če bi vedel, bi to storil že prej. To je pa od tistega zgoraj odvisen. Bomo videli, koliko otrok bo dal. Jaz upam, da nam bo uspelo iti na dopust, nekako že, zdaj bo že skoraj eno leto min, odkar nisem bil na dopustu. Od lanskega poletja smo bili ves čas v pogonu, kampanja, pogajanja po volitvah, zakon o uravnoteženju javnih financ, vse skupaj se je ves čas vleklo, zdaj že prav krvavo. Po enem letu potrebujem dopust, upam, da ga bo kaj vendarle ostalo, ker napovedujejo se nam še dodatne izredne seje. Nekaj smo izklicali sami v koaliciji, nekaj so izklicali tudi v opoziciji. Bomo videli, bo še kar pestro poletje. Hvala tudi vam.